večer vsem skupaj in dobrodošli na današnjem webinarju. Danes smo bili pa inspirirani za tole temo na podlagi našega poletnega tabora v Zatonu in tam je bilo eno super predavanje Unlock the Power of Sleep. Pripravila ga je sicer naša kolegica iz Bolgarije, je bil pa velik interes po tem, da se pripravi slovenska verzija povzetka, in ker je bila naša Mojca tudi seveda z nami na taboru, se je potrudila in za vas pripravila en krasen povzetek teh ključnih ugotovitev. Z nami je danes magistra Mojca Perko. Lahko se mogoče sama predstavi, sicer po osnovni izobrazbi je magistra farmacije, ima pa tudi en kup drugih strokovnih titul, zelo dobra je na področju prehranskega svetovanja, dela tudi preglede kapljic krvi na temni podlagi, se pravi dark field diagnostike, vitaminska testiranja, tako da že nekaj časa z nami, bom rekla, na vezi, tako in drugače, včasih bolj v ospredju, včasih malo manj, ampak tudi veliko enih prispevkov pripravlja za nas. Ji zaupamo seveda, ker obvlada svoja področja in tudi predvsem, kar se tiče gibanja, ne. Danes pa nam bo predstavlja področje spanja, ki je pa seveda zelo pomembno, in bo tudi povedala, zakaj, ne, ker se veliko regenerativnih procesov odvija preko noči in naj vam zdaj razkrije, kaj moramo delati, da bomo dobro spali in da se bomo potem tudi čez dan dobro počutili. Zdaj pa, Mojca, izvoli, ti prepuščam besedo, vmes bom pa dodala še tole predstavitev, ki si jo pripravila, da bomo vsi lažje sledili. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Pozdravljeni na spletnem predavanju o pomembnosti kvalitetnega spanca in zakaj bi morala biti ta tema v središču vaše pozornosti. Skupaj bomo raziskali, zakaj je dober spanec temeljnega pomena za vaše zdravje in dobro počutje. Kako se počutite zjutraj? Ali ste spočiti, polni energije in pripravljeni na nov dan? Ali pa se zbujate utrujeni z nejasno glavo in pomanjkanjem motivacije? Kvaliteten spanec je izjemno pomemben. Ali tudi veste, zakaj? Tukaj je nekaj razlogov. Fizično zdravje je na prvem mestu. Med spanjem se naše telo obnavlja in okreva. Pomanjkanje spanca je povezano z oslabljenim imunskim sistemom, povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni, diabetesom tipa 2, debelostjo in drugimi kroničnimi zdravstvenimi težavami. Drugi razlog je duševno zdravje. Dovolj spanca je ključnega pomena za dobro duševno zdravje. Pomanjkanje spanca lahko povzroči razdražljivost, tesnobo, depresijo in druge duševne težave. Kako je pa s kognitivnimi funkcijami? Med spanjem se konsolidirajo spomini in informacije, ki smo jih pridobili čez dan, kar pripomore k izboljšanju učenja, koncentracije in pozornosti. Pomanjkanje spanca lahko vodi v zmanjšanje kognitivnih sposobnosti, kot so zmanjšana sposobnost reševanja problemov, počasnejše razmišljanje in težave pri sprejemanju odločitev. Prav tako spanec vpliva na produktivnost. Dovolj spanca je ključnega pomena za učinkovito delovanje in produktivnost. Ko smo spočiti, smo bolj osredotočeni, kreativni in sposobni učinkovito opravljati naloge. In tu je še varnost. Pomanjkanje spanca vpliva na našo sposobnost vožnje in opravljanja drugih nalog, kar povečuje tveganje za nesreče in poškodbe. In kako je s splošnim počutjem? Dovolj spanca prispeva k boljšemu splošnemu počutju in kakovosti življenja. Ljudje, ki spijo dovolj, so bolj zadovoljni, manj podvrženi stresu in imajo boljše odnose z drugimi ljudmi. Dokazano pa je tudi,
da spanec igra pomembno vlogo pri procesu hujšanja. Pomanjkanje spanja lahko negativno vpliva na vašo sposobnost izgubljanja telesne mase in ima več potencialno škodljivih učinkov na vaše telo. Pa si poglejmo še vplive spanca na proces hujšanja. Pomanjkanje spanja lahko upočasni vaš metabolizem, kar pomeni, da telo porabi manj energije in maščobe se kopičijo. Dober spanec pomaga pri uravnavanju hormonov, ki nadzorujejo apetit, kot sta leptin in grelin. Slabo spanje lahko povzroči neravnovesje teh hormonov, kar lahko privede do povečanega apetita in večjega vnosa kalorij. Pomanjkanje spanja lahko povzroči raven hormona grelina, ki spodbuja lakoto in zmanjša raven hormona leptina, ki zavira lakoto. To lahko vodi v večji vnos kalorij, kar otežuje hujšanje. Pomanjkanje spanja lahko povzroči utrujenost in pomanjkanje energije, kar vam otežuje vadbo in moti vašo doslednost pri spreminjanju navad zdrave prehrane. Ljudje, ki so spočiti, so bolj motivirani za telesno aktivnost. Slab spanec je povezan tudi z slabim odločanjem o prehrani. Ko ste utrujeni, se lahko odločate za manj zdrave možnosti prehrane, kot so hitra hrana ali sladko-slani prigrizki namesto zdravih obrokov. Slabo spanje lahko vodi tudi v večerno prenajedanje. Pomanjkanje spanja lahko poveča raven stresa, kar pa lahko vpliva na hormonsko ravnovesje in spodbudi kopičenje maščobe v trebušnem delu, kar je povezano s povečanim tveganjem za bolezni srca in ožilja. Slabo spanje lahko vpliva na sposobnost telesa za učinkovito regulacijo krvnega sladkorja, kar lahko privede do težav s toleranco na glukozo in poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. To so razlogi, da poskrbite za dovolj spanja, ko poskušate shujšati. Odrasli naj bi običajno spali med 7 in 9 ur na noč, vendar se to lahko razlikuje od posameznika do posameznika. Redna vadba, zdrava prehrana in dober spanec skupaj prispevajo k boljšemu procesu hujšanja in ohranjanju zdrave telesne mase in zdravja nasploh. Zaradi teh razlogov je pomembno, da posvetimo dovolj pozornosti svojemu spancu in si zagotovimo dovolj urejenega in kakovostnega spanca. Kaj pa je tisto, kar določa kvaliteto spanca? Kakovost spanca se nanaša na to, kako dober in globok je naš spanec, ter kako učinkovito se med spanjem spočijemo. Ni dovolj, da preprosto spimo dovolj ur. Pomembno je tudi, da je naš spanec neprekinjen, globok in obnovitven. Svežina po prebujanju je bistvena. Po spanju bi se morali počutiti osveženi, spočiti in pripravljeni na nov dan. Če se po spanju še vedno počutite zaspani ali utrujeni, to kaže na morebitne težave s kakovostjo spanca. Izboljšanje kakovosti spanca je pomembno za ohranjanje splošnega zdravja, dobrega počutja in optimalnega delovanja čez dan. Kako pa lahko ocenimo kvaliteto spanja? Spoznajmo skupaj znake slabe kakovosti spanja. Na naslednja vprašanja, ki vam jih bom zastavila, odgovarjajte z da ali ne. Pa začnimo. Ali spite manj kot 7 ur? Ali greste spat po 11:30 uri zvečer? Težko zaspite? Se zbujate sredi noči? Smrčite vi ali vaš partner?
Se zbujate že zelo zgodaj in ne uspete zopet zaspati? Imate težave s koncentracijo, pozornostjo in spominom? Če ste 3-krat odgovorili z da, potem najverjetnejše vaše spanje ni kvalitetno. Kaj so pa tisti najpogostejši vzroki za nespečnost? Nespečnost je pogosta težava s spanjem, ki jo lahko povzroči več različnih dejavnikov. Stres in anksioznost pred spanjem povzroči ukvarjanje s problemi in skrbmi, zato lahko težko zaspite. Poskusite razviti sprostitvene tehnike, kot je globoko dihanje, meditacija ali avtogeni trening, z namenom, da se pred spanjem umirite. Depresija. Depresija je povezana z motnjami spanja, vključno s težavami pri uspavanju in prebujanju ponoči. Slabe spalne navade lahko imajo veliko vlogo pri nespečnosti. Naštela bom nekaj primerov slabih spalnih navad, ki jih je treba prepoznati in se jih poskušati znebiti. Prva je pretirana uporaba elektronike pred spanjem. Gledanje televizije, brskanje po telefonu ali računalniku. Tik pred spanjem vpliva na kakovost spanca zaradi modre svetlobe. Ta zavira proizvodnjo melatonina, hormona, ki vam pomaga zaspati. Izogibajte se uporabi elektronike vsaj 1 uro pred spanjem. Prav tako nereden urnik spanja lahko moti vaš naraven cikel budnosti in spanja. Poskusite vzdrževati enakomeren urnik spanja, tako da spite in se zbujate ob istem času vsak dan, tudi med vikendi. Uživanje stimulantov, kot sta kofein in alkohol pred spanjem, lahko vplivata na kakovost vašega spanca, zato poskusite omejiti uživanje teh snovi pozno zvečer. Tudi prekomerno uživanje hrane, preobilni obroki pred spanjem, lahko povzročijo nelagodje in težave. Poskusite jesti lažjo večerjo, vsaj nekaj ur, preden greste spat. Če ne morete zaspati, ni priporočljivo dolgo ležati v postelji, saj to lahko okrepi povezavo med posteljo in budnostjo. Če ne morete zaspati v roku 30 minut, vstanite iz postelje in se umirite v drugem delu hiše ali stanovanja, dokler ne začutite zaspanost. Pomanjkanje vadbe lahko vpliva na kakovost spanja. Redna, zmerna vadba lahko izboljša spanje, vendar se izogibajte vadbi tik pred spanjem. To opravite čez dan. Če spite na neudobni postelji, če je okrog vas hrup ali preveč svetlobe, je to lahko zelo moteč faktor. Poskrbite za udobno, temno in mirno okolje v spalnici. Če imate težave s spalnimi navadami, je pomembno, da jih prepoznate in poskušate vzpostaviti bolj zdrave spalne rutine. Spreminjanje teh navad lahko znatno izboljša vašo kakovost spanja in splošno dobro počutje. Če pa težave s spanjem vztrajajo, se posvetujte s strokovnjakom za spanje ali zdravnikom, da ugotovite morebitne osnovne vzroke nespečnosti. Fizični dejavniki, kot so bolečine, neugodje ali motnje dihalnega sistema, lahko močno ovirajo spanje. Prav tako nekatera zdravila, vključno s stimulansi, antidepresivi in nekaterimi zdravili za pritisk, lahko povzročijo težave s spanjem kot stranski učinek. S staranjem se prav tako velikokrat spremeni kakovost in vzorec spanja, kar lahko vodi v nespečnost. Torej, če imate kljub dobrim spalnim navadam težave s spanjem in nespečnost traja več kot nekaj tednov ter vpliva na vašo kakovost življenja, se posvetujte s svojim zdravnikom ali specialistom,
Obstaja namreč več terapevtskih pristopov in zdravljenja, ki vam lahko pomagajo pri obvladovanju nespečnosti glede na vzrok vaših težav. Kako pa lahko sami izboljšamo svoje spanje? Prvi korak je, da spoznate svoje potrebe po spanju in vodite dnevnik spanja. Drugi korak. Poskusite poiskati vzroke za slab spanec in se lotite odpravljanja le teh. Nato pa ustvarite še pomirjujoče okolje za spanje. Naučite se učinkovito obvladati stres, bodite pozorni na svoje vsakodnevne spalne navade, ki jih sedaj spremljate skozi pisanja dnevnika. Če je potrebno, poiščite pomoč tudi strokovnjaka. Med drugim pa bodite tudi zelo pozorni na svojo prehrano in prehranska dopolnila. Preden začnete jemati prehranska dopolnila za boljši spanec, je vedno priporočljivo, da se posvetujete z zdravstvenim strokovnjakom, še posebej, če imate kakršnekoli zdravstvene težave ali jemljete zdravila. Prav tako je pomembno razumeti, da prehranska dopolnila ne smejo in ne morejo nadomestiti zdravega načina življenja in dobrih navad. Nekatera prehranska dopolnila, za katera se je pokazalo, da imajo nekaj dokazov o izboljšanju spanja, so pa naslednja. Rožni koren, ki se nahaja v našem izdelku Rodiolin, je zelišče, ki se pogosto uporablja kot adaptogen, kar pomeni, da pomaga telesu bolje obvladati stres. Ima tudi druge koristi za zdravje, vključno s potencialnimi pozitivnimi učinki na duševno in telesno zmogljivost ter izboljšanje razpoloženja. Kar zadeva spanec, rožni koren ni neposredno povezan s spodbujanjem spanca, temveč se uporablja predvsem za uravnavanje odziva na stres, kar pa lahko posredno vpliva na kakovost spanca. Ker lahko stres in tesnoba imajo velik pomen, lahko rožni koren kot adaptogen pomaga zmanjšati stres in posledično izboljšati splošno počutje, kar pa nam bo prineslo dober sen. Rožni koren oziroma prehransko dopolnilo Rodiolin uživamo 1 do 3 kapsule dnevno med obrokom ali pa takoj po njem. Kompleks vitaminov B igra pomembno vlogo pri splošnem zdravju in vpliva tudi na kakovost spanca. Vitamini B kompleksa so esencialni vitamini, ki sodelujejo pri številnih presnovnih procesih v telesu, vključno z ustvarjanjem energije iz hrane in delovanjem živčnega sistema. Vitamini B, še posebej vitamin B6 in B12, so ključni za uravnavanje ravni stresa in tesnobe. Pravilna raven vitaminov B v telesu lahko pomaga zmanjšati stres in tesnobo ter posledično izboljšati kakovost spanja. Vitamin B6 je pomemben sestavni del tvorbe melatonina, hormona, ki uravnava spanec in budnost. Melatonin je ključnega pomena za vzpostavitev spalnega ritma. In zadostna raven vitamina B6 lahko pomaga izboljšati produkcijo melatonina in s tem izboljšati spanec. Vitamini B kompleksa so pomembni za delovanje živčnega sistema, vključno z nevromišično funkcijo. Pravilno delovanje živčnega sistema je ključnega pomena za relaksacijo mišic in sprostitev telesa, kar je bistveno za kakovosten spanec. In še ena zelo pomembna stvar je tudi, da vitamin B6 in folna kislina ključno
pomagata pri proizvodnji serotonina. To je nevrotransmiter, ki vpliva na razpoloženje in spanec. Pomanjkanje teh vitaminov lahko vpliva na raven serotonina in prispeva k nespečnosti ali drugim motnjam spanja. Kljub temu je pomembno razumeti, da prekomerno uživanje vitaminov B iz prehranskih dopolnil ne bo nujno izboljšalo spanca. Zelo pomembna je uravnotežena prehrana, ki vključuje bogate vire vitaminov B, kot so meso, ribe, oreščki, stročnice, listnata zelenjava in polnozrnata žita. Obstajajo pa tudi nekatere povezave med pomanjkanjem vitamina D in motnjami spanja, ker vitamin D igra vlogo pri uravnavanju notranje biološke ure, ta pa uravnava našo budnost in spanec. Pomanjkanje vitamina D vpliva na to uravnavanje, kar lahko povzroči nespečnost. Vitamin D vpliva tudi na proizvodnjo serotonina, ki je nevrotransmiter, pomemben za dober spanec, in pri deficitu vitamina D se lahko zmanjša tudi raven serotonina. Pomanjkanje vitamina D je povezano tudi z vnetnimi procesi v telesu. Vnetje lahko povzroči bolečine in nelagodje, kar lahko moti spanje in povzroči nespečnost. Pomanjkanje je lahko povezano tudi z občutkom utrujenosti in pomanjkanjem energije. Tudi pomanjkanje magnezija je povezano z nespečnostjo in s težavami s spanjem. Dopolnila z magnezijem lahko pomagajo, če imate pomanjkanje tega minerala. Dopolnilo magnezij cink B6 vsebuje dobro znano sinergijsko kombinacijo magnezija, vitamina B6 in cinka in je razvito v obliki, da je enostavno za uživanje in prebavo. Mišicam in živčnemu sistemu zagotovi kompleksno in ciljno usmerjeno podporo. S tem izdelkom zaužijete v eni tableti 100 mg magnezija, 5 mg cinka in 5 mg vitamina B6. Drug, zelo kakovosten izdelek pa je Power Mints. Ta vsebuje kompleks 10 najpomembnejših mineralov, potrebnih za vsakodnevno delovanje vseh celic in med njimi je tudi magnezij. Z eno tableto boste zraven ostalih mineralov zaužili 150 mg magnezija. Eterična olja. Eterično olje sivke lahko pomaga pri sprostitvi in olajša uspavanje. Poleg uporabe prehranskih dopolnil je priporočljivo upoštevati tudi splošne smernice za boljši spanec, kot so vzdrževanje redne spalne rutine, izogibanje kofeinu in težkim obrokom pred spanjem, omejitev uporabe elektronskih naprav ter vzdrževanje udobnega, mirnega in temnega okolja za spanje. Tudi čaj iz kamilice je priljubljena naravna pomoč pri uspavanju, saj ima blag pomirjevalni učinek. Če menite, da imate pomanjkanje vitaminov in mineralov ali težave s spanjem, se lahko obrnete name ali pa se posvetujete s Halivitinimi svetovalkami v naši trgovini. Vabim vas tudi na pregled žive kapljice krvi in na svetovanje glede ustrezne prehrane in za vas ustreznih prehranskih dopolnil. Hvala za pozornost in želim vam mirno noč in krepak spanec.